Dobrodošli nazaj v nov video in danes imamo dosti juicy novice in sicer par dni nazaj je Pici objavil na story par zanimivih stvari, ki bi si jih danes skupaj pogledal. To je bolj samo tako reaction video, si bom pogledal to, povedal, kaj si mislim o tem. Če pa hočete se malo bolj poglobiva v te skeme, a pa ta skem recimo, nam samo napište, pa bomo videli, če lahko kaj narediva. Drugače pa danes zaenkrat si bomo samo pogledali, da vam dam samo na hitrico, kaj bomo v bistvu gledali. Se pravi, te ženske iz sanskega moškega, bolj natančno v tem primeru ta Laura iz prve sezone, če se kdo spomne. No, basically ona je promotorala na story nek kriptoskem in je ta kriptoskem profil je v bistvu skem zelo veliko ljudi. In ja, Pici je povedal, kar si mislil, par zanimivih screenshotov je tudi v videu, tako da ja, dajmo si kar pogledati, pa gremo v video, ne pozabiti se Johna 12 in Discord. Čeprav sem bolan in zgledam kaj ena ofucana stara kuhinjska krpa, ne morem, da sem tih in da ne spregovorimo enemu kripto trade. Javite se mi vsi tisti, ki ste nasedali na to, ne bom nobenega javno izpostavil, res me zanima, koliko ljudi je dejansko poslal pa je 2 Jurija temu modelu na Binance account, da vam daje neke dojave ali ne vem, čez kaj da vas hoče, sam ne vem točno kaj je bilo. Kontaktirala me ena ženska in rekla, da je Laura Peranič objavila story in da garantira, da je to 1000% in ne vem kaj. Kdo še naseda bivšim tekmovalcem sanskega moškega, da so kriptoguruji, mislim, da ste normalni, mislim. In ta punca, ki me je kontaktirala, mi je rekla, da je Laura rekla, da celo pomaga temu kriptotraderju, kriptotrade profilu, da odpisuje, ker mu toliko ljudi piše in toliko ljudi hoče na svete dobiti. In potem se tako pečete, popuščite 2 Jurija in rečete, da je kriptoskem. Pa ni kriptoskem, vi se naivno spuščate v ene posle, verjamete vsakmu, ki vam nekaj obljub na prazno. Sploh ne veste, kdo stoji za enim profilom. In potem še zaupate eni Lauri. Pač nič nimam proti Lauri, jaz razumem, da je ona obupana, pa da rab denar in pač da se hvata vsake prilike, da vzame kakšen evro in pol obljublja vse iz svašta. Ampak ne, kdorkoli je za tem. V bistvu jaz nimam kaj komentirati zaenkrat, ker v bistvu Pici zelo dobro obrazloži tudi vse, kar bi bilo za komentirati okoli te situacije. Profilom se je konkretno oparil. Zjavite se mi prosim vsi, ki ste vložili tja denar. Prav zanima, če je dejansko kdo bil. No, tle lahko vidite, kako so to skemali. Pač grozen, tako niti potrudijo se ne te skemarji več. Veliko folka se je javil, vidim, ja. En star balkanski pregovor pravi, dok ima ovaca, bit će i vune. Uglavnom, hoćem vam povedati, da spuščite se premišljeno in previdno v razne investicije, pa ali je to kripto ali če je to kaj drugega. Ogromno je ljudi, ki so lačni, ki so pohlepni, ki vam bodo obljubljali vse živo, samo da se okoristijo na vas. Dober disclaimer. Isto je z Lauro. Meni je res žal, da so tudi njo nategnili, da je šla prodajati te zgodbe. Ampak ja, še zmer čakam, da se mi javite v čim večjem številu, tako da, če poznate koga, ki je bil nategnjen, mi prosim pošljite. Sprav tukaj lahko vidimo, tudi Nina Radi je promotala ta skem in valjda ta Carmen isto. To so tudi 2, I guess, influencerki, ne vem, ker nimam več Instagrama, tako da, ampak vem, da sta imela kar veliko sledilcev, tako da tudi one dve izgleda to delata. Opazil sem, da sem dvignil ogromno prahu s tem, ker sem omenil vse te punce zdaj iz sanskega moškega. Ampak tisti, ki me poznate, veste, da ne moram biti tih. V glavnem, kdorkoli je že za tem profilom CryptoTrade, njemu dam kapo dol, pač on je skemer, spelo je to na genialen način, vprašanje je, če bo to kdaj izvedel, kdo je to. Ampak kaj vam hočem povedati? Hočem vam povedati, da ljudje, ki so začeli spremljati sanskega moškega in slediti vsem tem ženskam, ki so prišle izključno tja zaradi enega samega razloga in to je, da si pridobijo čim večjo gledanost, prepoznavnost, followerje in tako naprej. Facts. Se potem, ko pridejo ven, dobijo ogromno enih. Kar je dosti zanimivo, to sem zadnjič razmišljal, veliko influencerjev proba bildati na TikToku, nek following. Medtem, ko imaš dosta life hack, da greš sam v en ta reality show, sanski moški perfekten, postaneš influencer in to je to. Ampak se bo zdaj Pici razložil, kaj je v bistvu problem s tem. Ponudb od raznih podjetij za sponzorstvo. In na začetku imajo dobre, zanimive sponzorje, take, ki so pripravljeni plačati tudi več za to, da promovirajo svoje izdelke pa storitve, kakorkoli. No, ko enkrat te ljudje ratajo že nezanimivi, ki reklamirajo že dobesedno vse, pride pol do ene ful zanimive situacije. Pol so tako kot da mi izvinete, prostitutke. To je dosti funny, kar je rekel sicer, ampak bi pa rekel, da če vidite
midva recimo nisem imela nikoli sponzorja in ga tudi ne bova imela, zaradi tega, ker se mi da tega dosti zavedava, da če bi vzemala vsa sponzorstva, pa nama folk piše za sponzorje, tako imamo veliko ponudb, ampak vse zavrnemo, zaradi tega, ker veva, da vi tega ne bi radi videti, veva, da bi sam midva izpadla papčine, tako da, ja, Pici povedal, res facts. Ker so že dostopne vsakmu in ki jih je že vsak ponudil, in pol tudi cena pade. In so pripravljene delati za veliko manjši denar. Zakaj? Zato, ker one so se občutile to slavo. One so videle, kako na lahek način priti do nekega denarja s tem, ko promovirajo stvari. In ko se enkrat navadijo na ta način življenja, da na guzove vzemajo denar s svojimi objavami na storjih in promoviranja bilo česa, potem je težko iti iz tega. Potem jim ego in ponos jim ne dovoli, da bi one šle delati zdaj, ne vem, v Hoferja, Lidla ali pa da bi delali nekje pač kjerkoli, da jih ljudje ne vidijo in rečejo, olej, ta je bila včasih influencerka, zdaj pa propadla, zdaj pa dela na blagajni tam ali pa ne vem, zavija tam Big Mace v McDonald'su, v kuhinji. Ja, in pri teh ljudeh je pol ta problem, ker začnejo Res imajo ego, ja. dobesedno sprejemati vse živo in promovirati vse živo. In vsi tisti, ki so naivni, ki vidijo v njih neke pametne ljudi, začnejo pač nasedati njihovim objavam in naivno se spuščajo pol v ene take stvari, kjer jim nekdo obljublja masne zaslužke. Ampak istočasno se te influencerji ne zavedajo, da so lahko za take stvari kazensko preganjani. In dokler se nav ena od njih usrala od robje, plačala kakšno masno kazen sodišču in odškodnine vsem tem. Zdaj jaz vem, da si to mi vsi želimo, ampak pri kriptoskemih, sploh v Sloveniji, se meni zdi, da težko najebeš, sploh ker je toliko slabo reguliran, ampak si pa to vsi želimo definitivno, ja, da bi končno te bili obsojeni, to kar jim je, ne. Tem ljudem, ki so bili nategnjeni, po drugi strani si zaslužijo biti nategnjeni, brez zamere, ampak če ste pač toliko naivni, to je vaš problem. To je res. Ampak dokler se ena od njih nav usrala od robje in šla odsedeti svojo kazen na ig, se pač ne bo nič spremenilo. Zakaj? Zato, ker bodo še zmeraj to delale in jih boli kurac, ker so navajene so živeti ta influencerski life in izkoriščale bodo vsako priliko, tako da bodite previdni, lepo vas prosim. In seveda se najdejo tudi taki, ki zagovarjajo oziroma opravičujejo dejanja Laure, Nine in te Carmen, ki so promovirale ta kriptotrade, da so one tiste, ki so bile nategnjene. A bejž, ja 300 kosmatih je bela cesta. Prmej duša, ali kakorkoli že, da ne preklinjam preveč. One, polnoletne punce, zato ker so dobile denar na slepo od nekoga, ki ga sploh ne poznajo, ali pa mogoče ga poznajo, who knows. Da so promovirale neki tasga in da so dobile denar, zato so rekle, ta nam je plačal. Ja, to pa ziher ni nateg. Čim nam je plačal? Zato, da mi na storiji garantiramo, da je neki 1000% res in da tukaj ni nobenega natega in da bomo iz 2 jurja naredili 40 jurjev. Jebem ti že, kako se to lepo sliši, to je ziher legit. Sunce, da ne psujem brez veze. Profesionalna ekipa, zadeva je varna. Karkoli vas zanima in pišite na Instagram, vam bojo prijazno odgovorili. Ne rabite vedeti nič o kriptovalutah, oni vas bojo peljali čez vse to in vam zadevo razložili. Pri 1000 evrov vložka, naj povem še to, je vaš zaslužek 280 evrov tedensko. Nina prav, da je zadeva varna kot preluknjen kondom. Ja, seveda, Nina, ne rabiš pa nič vedeti o kriptovalutah. Ja, logično, ker če ved vsaj osnove, pa malo se spoznal na kriptovalute, ne bi šel v ta skem. Točno tako, oni te prijazno vodijo čez cel postopek, dok te ne klepe po ušima in pol ti rečejo, hvala Nina, super si se odrezala. Nina, crno se ti piše. Pa jutri bomo tudi spet malo več povedala o kriptovalutah, kriptotrade, ker skoraj dnevno dobim vprašanja o tem in vam jutri več povem. Pri meni deluje vse tako, kot mora biti, kot sem že rekla, sem res zadovoljna, tudi s to kartico plačujem v vseh trgovinah. Ja, draga Carmen, pa ti uporabljaš več mašil, kot imaš las na glavi, zato da uvališ folku tale levat od kriptotrada. Edina stvar, ki je bolj fake od kriptotrada, so tvoja usta. Čestitam, draga. Kolikor si jih ti napeljala noter, verjamem, da si s to kartico, kamor ti je bil nakazan denar oziroma provizija od tega levata, si lahko prvošla še kakšno dodatno operacijo. Kaj bo pa potem, ko te enkrat več ne bo? Ti si šel res na roast session, vidim. Siguran boš šla v rumen kontejner za plastiko, zato da recikliramo odpadke, koliko kar se zagre. Carmen, in tebi se crno piše. Čisto sem še verjetno nisem odgovorila, zato bom zdaj povedala še enkrat postopek glede tega projekta, o katerem je zdaj govora. In sicer, CryptoTrade je postal partner z enim žetonom, ki še ni na borzi in zato ima zdaj žeton 10 do 20 krat manjšo vrednost, kot ga ima, ko bo na borzi. Se pravi, tisti, ko bojo vložili zdaj do srede, se pravi 2 dni. Mene ravno zanima, ti ne more obstajati oseba, ki to resno vzame, res. In še danes in jutri sama tečala, se odločite, če ali ne. Mest več ni dosti. Boste do 20. ali 13. januarja prejeli 10-kratnik tega zneska, se pravi 20 evrov, lahko pa da bo vrednost tudi se 20-krat poduplirala, kako naj rečem, in bo izplačila 40 evrov. Laura, ja, ona mi je pa najbolj simpatična od teh treh. Laura se je še najbolj potrudila, probala to s svojimi besedami razložiti, da bo to 10-krat, 20-krat, to, kar so pač vložili ljudje in enostavno
te punce imajo srečo, da ne bojo mogli dobiti več kakšno pogojno kazen. Je pa res, da če sodišče izda navodilo, da treba plačati kazen in izplačati škodovancem zneske, ki se jih vložilo to, ker ste pač ve garantirale. Pol zna biti kar problem, ja, pol pa se bodo hitro cepale nadure v Meku, Lidlu, Hoferju, kjerkoli boste pač že delale punce. Tako da jaz vam želim vso srečo in da se ne spuščate več v take stvari. Pa ta izraz pri njih mi je najbolj simpatičen. Zagotavljam, 100%. S čem ti zagotavljaš, majke ti? S čem? S čem? S čem ti zagotavljaš? Odkje je tebi kritje, da nekomu zagotavljaš karkoli? 2000 evrov, samo za eno osebo. Koliko je tega folka nategnil? Kako vas ni sram, da sploh pomislite? Kamoli izgovorite besedo zagotavljam vam? To so težke besede. Jadnice ene, kukale vam majke. No ja, to je v bistvu to za ta video, tle se samo reaktu, da lahko še vi vidite, če slučajno niste videli, ali pa mu ne sledite, ker se treba spredati awareness za te kriptoskeme, ki se dogajajo, tako da, če ste uživali v tem videu, lajkite. Ja, kot sem rekel, to je bil bolj reaction, če hočete, da se spustiva bolj globje v to, pa nam napišite, no. Drugače pa ja, danes bo double upload, če se gleda do konca, prije zvečer še en video, in sicer Google Earnings, tako da stay tuned for that, pa se ga v naslednjem videu.